Zdravo, sem Boško Praštol in si na kanalu More Than Networking. Sem edini v Sloveniji, ki govori o pomenu mreženja in vesel sem, da me danes poslušaš. Pretekla oddaja je bila namenjena temu, da ozavestiš pomen mreženja. Govoril sem o mreženskem fokusu in o tem, kako pomembno je, da se zavedaš, da se že danes mrežeš. Moja želja je, da to vsak dan počneš boljš in da še čas začneš živeti mreženje. Da postane to del tvoje podzavesti in del vsakdana. Danes bo tekla debata o tem, zakaj sploh potrebuješ veščine mreženja. Zakaj investirati čas in energijo v mreženje, kaj se bo zgodilo. Čez čas bo v krogu prijateljev stekla debata o povezovanju, o mreženju in garantiram ti, da se bo najdel nekdo, ki ti bo rekel, da je vse to brez veze. Da imaš že vse, kar imaš, da je vse cool. No, jaz bi pa rad, da imaš da v sebi kreiraš svoj, zakaj se želiš mrežiti in da se zavedaš, zakaj bo treba v mreženju investirati čas in denar. Načeloma je vse skupaj dokaj preprosto. Sami smo nemočni. Daj pomisli, kaj lahko kreiraš brez podpore drugih. Povem ti iskreno, da ne veliko. Za zasebni in poslovni uspeh rabiš močno podporno okolje, močno mrežo. Zato so veščine mreženja zate zelo pomembne. Ker se sam s pravim veščinam mreženja lahko obdaš z osebam, ki ti bodo pomagale, da dosežeš določene cilje in da na koncu na polno uživaš življenje. Prepričan sem, da za vse, kar danes znaš in v čemer uživaš, se lahko nekomu zahvališ. Zdaj čas, da se vprašaš, ali od koga se danes učiš, kdo je v preteklosti vplival na te, kdo je tvoj zgled, kaj narediš, ko se soočaš z neko težavo in s kom deliš veselo novico. Verjamem, da se v dobrem in slabem vedno obrneš na nekoga iz svoje obstoječe mreže. V primeru, da imaš veliko težav, si pripravljen iti na konec sveta do popolnega neznanca, da ti pomaga rešiti življenjsko pomembno težavo. Zakaj so veščine mreženja ključne, ti bom razložil skozi teorijo dveh zgodb. To je res dobra zgodba, zato pozorno poslušaj. Če je vse ok, se rodimo z dvema nogama, levo in desno. Če se hočeš v življenju premakniti naprej, je naravno logično, da uporabiš obe nogi. Najprej eno, pol pa drugo. Nenaravno je in težko se premikaš naprej, če uporabljaš obe nogi hkrati. Ne vem, koliko časa lahko ti tako skačeš kot zajec, ampak jaz mogoče 10, ne vem, če lahko 20 metrov. Misliš? Ok, recimo, da leva noga predstavlja družino oziroma zasebno življenje in desna noga izobraževanje oziroma poslovni svet. Za začetek se vam midva posvetila levi nogi. Rodil sem se v družini Praštalo. Ko sem prišel iz porodnišnice, so bili doma okoli mene ati Lazo, mami Vida in sestra Dragana. Mislim, da si sam nisem izbral te družine, čeprav me je na zadnji delavnici nekdo zavestil, da sem si sam izbral točno to družino Praštalo, ker sem pač potreboval to izkušnjo in da danes ne bi bil to, kar sem, če se ne bi rodil v taki družini. Ok, zdaj malo za šala, malo za res, glede na videno, kakšne vse družine obstajajo, bi v teoriji lahko naredil boljši izbor, pa da ne bo pomote, jaz se ne pritožujem, imam rad svojo družino. Dopuščam pa možnost, da je bil to moj res izbor, čeprav jaz še danes ne dojemam, kako in kaj sem jaz, ne vem, kako sem se izbral prav to družino Praštalo. Ampak glej, da gremo naprej. Na kar pa nisem mogel vplivati, pa je to, kje bo ob mojem rojstvu moja družina živela. Zaradi službe sta se moja starša preselila v Škofjo Loko in na koncu smo se mi preselili v Frankovo naselje, v predel, ki smo mi smo temu rekli, novi bloki. Zdaj se sicer sprašuješ, kakšne ima to veze z mreženjem. Iskreno ti povem, da več, kot si lahko misliš. Zdaj pomisli, s kom se lahko kot otrok družiš? V mojem primeru seveda z mulci iz blokov. Mi nismo hodili na izlete, ni bilo družabnih omrežij in tako rekoč smo bili obsojeni na druženje s tem, kar je v naselju. Se mi slediš, ne? Še vedno sva pri levi nogi, pri grejenju odnosov v zasebnem življenju. Ok, greva naprej. Ta noga se začne po svoje razvijati glede na hobije, športne aktivnosti, izbiro šole, pač tisto, kar te v nekem danem trenutku zanima.
kmalu dobiš prve prave prijatelje, pride do prve ljubezni, prvih sošolcev in čez čas pride tudi do tega, da se ta leva noga osamosvoji. V mojem primeru, jaz sem se pač preselil, poročil, ustvaril družino z Mirjano, ker naenkrat je moja leva noga dobila še večji smisel, več odgovornosti, ker moram poleg sebe, prvotne družine, prijateljev, sodelavcev, skrbeti še za mojo novo družino, Mirjano, Vida in Zala. Seveda pa nisem pridobil, v tem paketu sem dobil še celotno njeno družino in še kar nekaj oseb, s katerim si želim in pač moram graditi odnos. Se spomniš, ko sem rekel, da ne vem, kako sem izbral družino Praštala? No, glej, ko govorimo o izboru moje Mirjane, jaz točno vem, zakaj sem jo izbral za svojo življenjsko sopotnico. Če imaš tudi partnerja, svojo ljubezen, verjamem, da te ni noben prisilil v to razmerje. V naši kulturi se sami odločimo, s kom bomo živeli, pa kljub temu se prevečkrat zgodi, da ima folk deformirano levo nogo. Koliko se poznaš, ki trpijo v zvezi z osebo, ki so jo sami izbrali. Žal jih je vsak dan več in vem, da bi jim veščine mreženja prav prišli pri reševanju teh izzivov. Težko je hoditi po svetu in kreirati z deformirano nogo. Če imaš izzive v zasebnem življenju, preprosto ne moreš kvalitetno kreirati v poslovnem svetu. Ne vem zate, pa poznam preveč oseb, ki za svoje trenutno stanje, da ne rečem sranje, krivijo osebe iz zasebnega življenja. Grejo korak naprej in sicer, ko narediš korak z levo nogo, sledi korak z desno nogo. Se strinjaš? Rekel sem, da desna noga v tvojem življenju predstavlja izobraževanje, ki se čez čas zlije v poslovni svet. Daj pomislim, kaj so starši počeli s tabo takoj po rojstvu. Ne vem, če se spomniš, ampak malo zatem, ko so te dobili, so te začeli učiti različnih stvari. Recimo to, kako moraš jesti, piti, prvih besed in prvih korakov. V večini primerov je potem tudi prišlo do tega, da ko je bilo konec porodniškega dopusta, je šla mami nazaj v službo, otrok pa v vrtec. Tvoja mreža se je obogatila s prijatelji iz vrtca, potem s sošolci iz osnovne in srednje šole, ter pač določen tudi iz faksa. Od vrtca do konca šolskih klopi te sistem pripravlja na poslovni svet. Pa se tega niti ne zavedaš. In pride čas, ko greš pač delati. Kaj kdo počne v poslovnem svetu, je velikokrat odvisno od izobrazbe, volje, želje, prodornosti in vpliva obstoječe mreže. V tej točki ni debata a začnemo svojo podjetniško pot ali pa se nekje zaposlimo. Bomo delali doma ali bomo delali v tujini. Dejstvo je, da večina nas mora delati, nekaj nas norcev pa želi kreirati dobre zgodbe. Ne glede na vse, večina nas vsaj tretjino časa preživi v službi in bi bilo dobro, da imamo v tej službi z osebam, s katerim delamo dobre odnose. Pa jih imamo res? Vprašaj se, zakaj je večina nezadovoljna s svojo službo in zakaj vsak dan trpijo tretjino svojega časa. Noro je, da greš vsak dan v službo s smokom v grlu in da nič ne delaš na tem, da bi se ta situacija spremenila. Dejstvo pa je, da je zate pomembno, da imaš močno desno nogo, da imaš v poslovnem svetu zgrajene dobre odnose. Tvoj poslovni uspeh ni odvisen zgolj od tvojega znanja, veščin ali pa sposobnosti, ampak od tega, s kom delaš, kdo te podpira, kdo je tvoj zgled, kdo te poriva naprej. Večina nas si želi imeti urejeno uspešno zasebno in poslovno življenje. Zato vsak potrebuje obe močni nogi. Zdaj, ko veš, kaj pomenita leva in desna noga, verjetno tudi razumeš, kako močno sta povezana z zasebnim poslovnim svet. Zato je ključno, da nenehno razviješ oba svetova, da si v obeh svetovih postaviš vizijo, cilje in prioritete, da iz vidika mreženja ozavestiš, kdo kreira tvojo podporno okolje v zasebnem in kdo v poslovnem svetu. Na kratko povedano, kdo je zate pomemben? V enem trenutku si težko v obeh svetovih. Težko hkrati preživiš kvaliteten čas sam s sabo, z družino in rešuješ določen poslovni izziv. Podobno je bilo v srednji šoli pa na faksu. Ni možno, da si šel hkrati na zmenk in se učil za izpit. Veš, kaj hočem povedati? Povedati hočem to,
da je treba nenehno balansirati med razvojem leve in desne noge. Med tem, kdaj se ukvarja z družino, prijatelji in kdaj razvijaš posel. Kdor tega ne počne, živi v coni udobja. Štanca na enem mestu in vprašanje časa je, da bo taka oseba obžalovala, da v določenem svetu ni drugače živela. Če mi ne verjameš, zapelji se do prvega doma upokojencev in se o življenju pogovarja z upokojenci. Težko najdeš nekoga, ki obžaluje, da je bil premalo časa v službi, razen če res ni delo in je imel za to bedno življenje, ali pa da je kupil premalo stanovanje, da je bil prekratek čas v nekem toksičnem razmerju. Večina reče, da življenje teče prehitro in da mi je žal, da niso več doživeli, da svojim domačim, prijatelji, sodelavcem niso rekli, koliko jim pomenijo. Obžalujejo, da jih ego pelje v smet zamer, tožb, kreganja z najbližjim. Ker nekaj jih obžaluje, ker so predolg časa vztrajali v napačni službi ali pa da niso imeli poguma odpreti svojega podjetja. Če samo malo pomisliš, je v večini filmih na koncu tako, da ko je že skoraj prepozen, vsi vse oprostijo. No in točno to se dogaja tudi v realnem svetu. Vsi vsem oprostimo, samo škoda, ker šele takrat, ko je velikokrat prepozno. Tvoja odločitev je, kako močno se bo razvijala leva in desna noga. Prav od višin mreženja je odvisen razvoj tvoje zasebne in poslovne mreže, tvojega zasebnega in poslovnega življenja. Dejstvo je, da moraš skrbeti zase za svoje dobro. Če pa imaš ob sebi dobre prijatelje, dober odnos z življenjskim partnerjem, z otroci, s širšo družino, ni nič narobe pa škodljivo, če imaš dober odnos tu s sosedi in vsem ostalim, ki lahko vplivajo na tvojo kvaliteto zasebnega življenja. Če nimaš razvitih veščin mreženja, če ne posvetiš del svojega časa osebam iz zasebnega sveta, bo sigurno tvoja leva noga trpela. Prav tako veščine mreženja vpliva na tvoj poslovni uspeh. Če si v službi, ali imaš svoj posel, je nujno, da znaš graditi odnos s sodelavci, nadrejenimi, poslovnimi partnerji, strankam. Dejstvo je, da posredno in neposredno vsi ti ljudje vplivajo na tvoj poslovni uspeh. Če tvoj odnos z nadrejenim ni okej in z njim nimaš zgrajenega odnosa, ti ne ponudi odločnega izziva, vleče, plača pa nek dodatnega izobraževanja. Če se ne znaš povezati s sodelavci, ne moš kvalitetno in uspešno delati, ker ste odvisni eno od drugega. V poslovnem svetu ni dovolj, da si top strokovnjak. Če pa se ne znaš mrežiti, nimaš empatije, čustvene inteligence. V tem primeru ni šans, da ti dolgoročno uspe. Razen, če ni okoli tebe nobene druge osebe, ki bi znala to, kar ti znaš, v tem primeru poslovno okolje požira vse, kar serviraš, ampak verjemi, da dokler ne najdejo neke alternative rešitve. Zato je ključno, da razvijaš svoje veščine mreženja in da počasi in zanesljivo začneš živeti mreženje. Prioritete so tvoje domene in tvoja odgovornost. Eden največjih izzivov je to, kako vse skupaj zbalansirati, kako najdeš mejo med zasebnim in poslovnim svetom. Verjamem, da se sprašuješ, kakšna je formula uspeha, kaj najprej ozavestiti, koliko časa posveti zasebnemu in koliko poslovnem svetu. Žal formule nimam in tega recepta tudi nimam. Imam pa namesto tega zate nov tedenski izziv. Analiziraj, katerem svetu se danes manj posvečaš. Kaj mogoče že v podzavesti jemlješ kot samoumevno? Zasebni ali poslovni svet? Levo ali pa desno nogo? Ko to ugotoviš, od danes naprej uro ali dve več posveti temu področju, kjer te zmanjka. Zagotavljam ti, da boš kmalu zaznal izboljšave na tem področju, ki ti bodo pomagale na poti do tvojega uspeha in doseganja ciljev. Tako. Prišla sva do konca tretjega videa. Upam, da ti je bila vsebina zanimiva in koristna. Hvala za poslušanje. Ne pozabi slediti mojemu kanalu More Than Networking. Prijavi se na moje tedenske novičke, ker bom delil najbolj zanimive zadeve iz sveta mreženja. Vesel bom, če se poveževa na družabnih omrežjih in kar bi te še posebej prosil, da deliš tale video v svoji mreži.
Sam tako mi bo uspel, da se prave osebe aktivirajo, da del Slovenijo zavest mreži na kul način. Iz srca hvala za poslušanje in se vidimo naslednji teden, ko ti razkrijem, kako je lahko mreženje vrhunsko zdravilo ali pa preventiva v tvojem življenju. Uživaj na polno.